Bom rekel, statistika kaže v letošnjem letu ne pretiranega izboljšanja, kljub manjšemu številu mrtvih. Do danes je na slovenskih cestah umrlo 11 voznikov motornih koles, v lanskem obdobju enakem 15. Beležimo pa večje število hudo telesno poškodovanih, 56 letos, lansko leto 39, v prvem polletju govorim, in to pa je že zaskrbljujoče. Tako da bo policija v tem obdobju izvajala poostren nadzore, predvsem na tistih odsekih, smo jih pripravili, kjer se prometne nesreče najpogosteje dogajajo. Mi smo se fokusirali toliko na posledice kot na prometne nesreče. S tem nadzorom želimo opozoriti motoriste, da upoštevajo cestno-prometne predpise, ker kot vzrok prometnih nesreč se še vedno najpogosteje pojavlja neprilagojena hitrost, stran in smer vožnje nepravilna in pa tudi nepravilno prehitevanje. Moram reči, da v letošnjih prometnih nesrečah s smrtnim izidom od 11 umrlih motoristov je kar 8 motoristov povzročiteljev prometnih nesreč. In od teh 11 je 6 motoristov bilo samo udeleženih v prometnih nesrečah, kar je, mislim, da tudi dovolj zgovoren podatek. Zato bom rekel, da sama pridobitev tudi vozniškega izpita kategorije še ni pogoj, da voznik tudi obvlada motorno kolo, način vožnje, seveda mora motorno kolo tudi poznati in menimo, da je včasih to ključnega pomena, da pride oziroma ne pride do prometne nesreče. To pomeni, da svojo vožnjo prilagodi svojim sposobnostim, razmeram na cesti in tako menimo, da bi marsikateri motorist lahko izognil prometni nesreči. Na drugi strani se pa srečujemo z ostalimi udeleženci cestnega prometa, ki pa velikokrat spregledajo motorista kot takega. In tudi na te bi želeli opozoriti, da naj bodo previdni na motoriste in na mopediste. Zdaj, v letošnjem letu so 3 takšne prometne nesreče, kjer so vozniki umrli zaradi, rekel, izsiljevanja prednosti oziroma napak drugih udeležencev cestnega prometa. Zato bi apeliral res na vse, in na voznike motornih koles, na mopediste in ostale udeležence, naj predvidevajo, naj hitrost prilagodijo razmeram na cesti, vremenskim razmeram in svojim sposobnostim. Jaz bi na koncu rekel, da želimo motoristov še naprej srečno in varno vožnjo, predvsem varno vožnjo in da bodo čim bolj uživali v svoji vožnji.